Pozdravljeni! Tokrat bomo govorili o širši skupnosti in odnosih v njej. Platon je dejal, da je pravično dati vsakomur tisto, kar mu pripada, ter da bo vsaka pravična država omogočala, da so izpolnjeni interesi vseh in ne samo enega dela družbe. Poglejmo si, kako v praksi uresničujemo pravično ureditev države in gospodarstva. Začnimo s kapitalizmom. Kapitalizem je definiran kot gospodarsko-družbena ureditev, ki temelji na zasebni lastnini in trgu. Na podlagi lastninskih pravic lahko posameznik ali podjetje kupuje in prodaja določene dobrine. Bodisi da so to zemljišča, tehnologija, hrana ali celo naravni viri. Cene na trgu se določajo na podlagi odločitev proizvajalcev in potrošnikov. Tako bo na primer višja cena nekega izdelka vodila v zmanjšan nakup le-tega, hkrati pa spodbudila druge proizvajalce k izdelavi podobnega, a cenejšega izdelka. Nasprotno pa bo nižja cena dotičnega izdelka spodbujala potrošnike k nakupu, a zavrla proizvodnjo. Na nek način lahko rečemo, da kapitalizem ustvarja znotraj družbe dva razreda: delavski razred ter kapitalistični razred. Delavci so izplačani na podlagi proizvodnje blaga in storitev in tako ustvarjajo dobiček. Navadno vsak presežek, ki ga ustvarijo, roma v roke razreda kapitalistov, to je lastnikov proizvajalnih sredstev. Tak sistem bo torej spodbujal proizvodnjo, hkrati pa povzročal neenako menjavo in delitev. Zato je na mestu vprašanje, kako se znotraj takšne ureditve sploh povežeta pravica in trg. Pravična in pravica naj bi bila razdelitev, ki je posledica svobodne menjave med ljudmi. Vkolikor predpostavimo, da so vsi upravičeni do dobrin, ki jih trenutno posedujejo. Ali vse, kar je pravično pridobljeno, lahko svobodno menjamo. Z vso gotovostjo lahko zagovarjamo pogled na svobodno menjavo oziroma na pravičnost v smislu, kar sem sam prislužil, je moje. Poraja pa se neko drugo vprašanje. Kdaj lahko rečemo, da je bilo nekaj pravično pridobljeno? Vkolikor namreč svet ni bil prvotno v nikogaršnji lasti in si ga je tisti prvi prisvojil, je šlo to bolj za načelo, kdor prvi pride, prvi melje, in ne toliko za pravično, svobodno razdelitev, ki je izhajala iz demokratične odločitve oziroma pristanka vseh. In če tudi spregledamo samo prvotno pridobitev lastnine, kmalu trčimo ob naslednje vprašanje. Kako znotraj neomejenega kapitalizma izravnavamo neenake okoliščine? Vkolikor ima namreč vsak posameznik absolutne pravice nad svojo lastnino in se odloči, da le-te ne bo delil z drugimi, sistem prej ali slej pripelje do tega, da se lahko ukini socialna država, saj slednja ne sme posegati v njegovo premoženje. Kako torej omogočati socialno ali zdravstveno šibkejšemu posamezniku življenje, v katerem so izpolnjeni njegovi interesi? Pravično bi bilo izravnavanje neenakosti. Vsi se ne rodimo enaki, z enakimi možnostmi, enako zdravi, premožni in tako dalje. Kako naj torej oseba z okvaro sluha tekmuje na podivjanem trgu z ostalimi zdravimi tekmeci? Vkolikor ji socialna država tega ne omogoča, nima najmanjše možnosti za premoč ali celo preživetje, za dostojno življenje. Vkolikor poveličujemo zasebna podjetja, kakšne možnosti za ustanovitev lastnega podjetja ima nekdo, ki prihaja iz nepremožne družine, ki ima hujše zdravstvene težave, kateremu šolanje po končani srednji šoli ni bilo omogočeno? Gre torej za preživetje najmočnejšega. Mali živalski vrt, v katerem največji kuščar preživi. Evolucija pač. Bojevanje in tekmovanje. Nobene besede pa o humanosti in pravičnosti. O človeku kot moralni živali. Vidimo torej, da tako kot vsaka stvar, ima tudi takšna ureditev svoje dobre in slabe plati. Za nekoga morda kapitalizem pomeni novo priložnost in izziv, medtem pa se bo večina le nemočno branila pred udarci, ki jih zadaja. Družbo pa navsezadnje ocenjujemo na podlagi tega, kako ravna s svojimi najšibkejšimi člani. Pridružite se nam prihodnjič, ko bomo razmišljali o socializmu kot drugi mogoči izbiri. Pa srečno!